Dobro jutro in dober dan vsem, ki sem vam že poznan, pa vsem, ki ste novi prišli k meni v učilnico. Se hecam. Včeraj smo bili pri nostalgiji, a tega se kaj spomnite? A? Spomnite morda ne. Vibrira pa. Ni težko, ni kontra. Se da 10 ur to poslušati. Ja, zaradi tega, ker ta glasba je nam harmonična, a ne? Dajte probati si dati tako muziko, 10 ur brez ene same reklame. Napišeš tam Angel Music, pa pol pade ven svašta. 10 ur nečesa. To bom rekel nežnega ambienta, pa zdaj upam, da je dosti potihem, da nisem preteral. Turbulenca, je ne? Poplavljen je bil včeraj omrežje, predvsem Telegram. Telegram je bil zapopan s stvarmi, ki so bile vzete iz Bidenovega laptopa. Hunter Biden, poznate? Sin od tega fake predsednika, ki vam ga tupijo po televiziji, ne? A si vi predstavljate, 2 leti lažejo, da imajo predsednika, pa on sploh ni predsednik. Tu vse je igra, vse to je Hollywood, vse to so kamere, on ni predsednik. Pentagon, ne, bomo rekli vojaška, tam noter Biden ni stopil, kot Joe, mislim, ne, ta senilni Joe, ne, zdaj v bistvu to je igra, da vi mičkeno očete, da nešto ne valja, ne. Se spomnim, ko sem se pregovarjal, sem rekel, Trump je zmagal, ja, Joe je zmagal, Trump pa itek debil ne more zmagati. Ne, kaj pa zdaj, dragi moji, vi iz totalnega nič znanja informacij ste se skregali z mano, ne, da je Trump neumen, pa da je Biden valjda car, ne. Ti po 2 letih laganja, kaj bomo zdaj? A je kdo rekel eno prosti? Pa vam tudi. Ne. Narcisi ne znajo reči to prosti. Oni sploh ne štekajo tega. Ja, rečejo, da je prosti, ampak nadaljujejo dalje. Tak blef, to je taka neka fraza, ki jo uporabljajo, a veš. Rečejo, ljubim te, ampak to ni res. Rečejo, oprosti, ampak to ni res. In ti vidiš, da ni res. In pol on reče, dej, res te ljubim, no. In mu kar verjameš. Alo. Prišli smo v čas, kjer mi, zdaj bom prav, mislim, da sem si jo shranil, kjer bomo mi ljudi prepoznavali na osnovi njihovih karakterjev, torej njihovih delovanj in ne na osnovi njihovih besed, ja. Characterize people by their actions and you will never fooled by their words, ne. Se pravi, če jih boš karakteriziral, ne boš več zapeljan na osnovi njihovih besedic. V smislu, ljubim te, a veš? Ja, no, daj bež že enkrat, greva. Poznate to, ne? Sploh tisti, ki živite z narcisi. Kaj sem pa jaz zdajle hotel reči? Še nekaj o spominu sem imel za nazaj, pa zdajle ne vem, kaj točno. Vem. Rodili smo se tukaj. Ta DNK, ki ga imamo, je pač zaprt. DNK ima, vsi na svetu imamo en in isti DNK. Da si vi to predstavljate? Da bo rekel, Tušič, kaj pa ti spet si žrl? Ne, prebral sem, pa se strinjam. Vse je ena zavest in vse je en DNK. Noter pa imamo on pa off. Kača ima off, pa on, ne? Kaj da bi rekel stikalčka. Mi imamo pa druge, on, pa off, ne? Se pravi, nimamo zdaj sleci kožo tako kot kača, tega pač nimamo, ne? Pa tudi imamo DNK tako kot jabolk, pa nič nam ne pade dol, zato ker, ne? Da bi rekel, uho je dozorelo, zdaj pa pade dol, ne gre to tako. Dajmo si predstavljati tako kot eno veliko ploščo, gor so pa stikala, tak. No, in ta DNK je pri nas bil, ta stikala,
upogasnjena. Tista, ki bi mi morali uporabljati, in to so tista stikala, ki jih zdaj se trudimo nekako prebujati, ozavestiti, spoznati, prepoznati, predvsem pa občutiti. Veliko težavo imamo, ne? Kako masovna hipnoza je na ljudeh, da mi ne moremo definirati niti oblike zemlje. Pa na njej hodimo, pa jo gledamo, pa jo gledamo z vrha, pa ne vem kaj še vse. Pa mi se ne moremo zediniti, ali je okrogla, ali je kaj drugačno. Kako bomo mi pravzaprav lahko šli naprej v področje, nimaš kaj parjeti, nimaš kaj videti, nimaš ti kaj zavohati. Mi se pa o tem pogovarjamo. In jaz verjamem, da je to zelo težka in pereča tema in ljudje so v duhovnosti se zgubljali desetletja in iskali. Zdaj, ta ključek, to je samo eden izmed možnih odgovorov, ki najverjetneje ni bil na razpolago, bom rekel, kar vsakmu, enih 20 ali pa 50 ali pa 200 let nazaj. So bila skrite znanja, ki jih je kabala pred nami skrila. Pravzaprav je vse, kar bi mi rabili vedeti, bilo zapisano v Biblijo. Sam kaj je kabala vzela ven stvari, ki niso v redu, pa svoje napisala. Ne? No, tako da, zdaj pa ta stikala se pa prižigajo s kodami. Koda je pa on ali pa off. Te kode so pa kje? Walking on sunshine, wow. Sonce ima vse kode. Ja? Prebral sem jaz to. Zakaj verjamem? Zato, ker sem zavibriral, to jaz sem začutil to vibracijo, da tole pa bo, pa poklopi mi par stvari za nazaj. Pa spet gre za eno izmed interpretacij. Vse, kar je že okrog nas in v nas. Mi sam moramo odprti vrata, v DNK, v srce, v ljubezen, v razumevanje, Predvsem pa za začetek moramo ven iz hipnoze. Hipnoza je zelo enostavna tehnika. Zelo enostavna tehnika in tehnik za hipnozo je milijon, so pa čist bizarne. In glede na to, da sem imel možnost brati včeraj, kako se hipnotizira, nekdo mi je dal, tole si poglej, sem pomislil, pa šment, valjda nas hipnotizirajo prek medijev, ne? A veste, kaj je narisana ovca, pa spiralce, blede, ko televizija je rekla, to je to, vse drugo je pa laž. Televizija hipnotizira na način svoj. Ti hipnotizeri, ki delajo to v sobah z 10 ali pa z 10 000 ljudmi, delajo to malenkost drugače. Policaji pa delajo to spet nekoliko drugače. Jaz sem včeraj, ali pa sodniki, ali pa zdravniki, zato vi padete, ker tam ste v hipnozi, vi ste v popolnem zaupanju, oziroma v, kako se tam reče, avtoriteta, ali pa popolno zaupanje, ne? Zdaj policaji pa sodnik sta avtoriteta, ti moraš, nimaš ti pravo glasanja, ne? Dočim medicina, pa recimo duhovniki pa so delali na nivoju zaupanja. In kako ven iz hipnoze? Jaz vam povem, da hipnoze se jaz ne bi nikoli v življenju šel, zaradi tega, ker to je manipulacija. Ne, mi se pogovarjamo o tem, da bomo nezmanipulirani in ne bomo se šli nobene manipulacije. Pa tehnike, recimo, da bi se jih lahko jaz tudi naučil, pa se jih iz principa ne bom, ker je ena večja hipnoza prisotna, da tudi sam ugotavljam, da ko se gledam, se kar gledam, pa kar do konca se gledam, sploh ne neham, kot da bi bil jaz malo zapopan sam v sebe, ne. In isto se dogaja tudi vam, ki me poslušate, gledate, namenoma probam biti, imam neko slikico, nočem zdaj biti jaz prezentator nečesa, pa informacije vam zbirati, pa se okrog tega pregovarjati. Daleč od tega, rad bi vam bil samo, da ste
neka motivacija, da mogoče sem smer nakazati, to morate sami iti čez stvari. No in ugotovili smo, ne, da je hipnoza tudi glas. Moj glas. Malo je naraven, malo je pa dodelan zaradi tega, ker ga imam rad, ker sem ugotovil, da je lep, pa mi ni bil lep. Pa tudi vam vaš ni lep, kar je čisto logično. Jaz sem pač bil v takem poslu, da sem dostikrat mogel reči test, 1, 2, skozi tisto mašinerijo v Stožicah, ne, ali pa kjerkoli. Nekako sem ugotovil, da pa imam jaz nekaj tlele zaporint, pa so pa punčke prišle pet. Mislim, razumem. Hočem reči, mi imamo organe, moj organ, da ostanem tle, ima to lastnost človeka, da vibrira in vibrira z vami. In če ste vi v alignmentu z mano, ne, se pravi, če imate dušo in srce, pol vam to odgovarja. Ne? In če vam odgovarja, je prav. Še enkrat, nikogar nimam nobenega namena zapeljati na nobeno napačno, ampak kvečem na ta pravo potko. V potko vašo. To potko si boste pa izbrali sami. A ne? Tako kot so ljudje sami prodali dušo in so se prodali za denar. Zaradi tega sem vam dal v včerajšnjem videu Nostalgija 1, smo začeli, hej hopla, cifra mož, ali ti padla cifra, ali bo padel mož. Kaj boš? Boš človek ali se boš prodal? Tako da še zmeraj v vsakem primeru imate možnost izbere vsi. Ne glede na to, katerega od bojevnikov poslušate, v katerem bojevniku najdete napake, bom rekel, se ne strinjate z vsem, tudi z mano se ni treba strinjati v vsem, ker je stvari tako zelo veliko mnogo, da ne more vsak vsega vse vedeti. Še. Čakajte, da mi DNK-je poklukamo. Nam bo potrgal gate. Ne, super nam bo. Mi smo samo do zdaj bili nafilani z informacijami in znanji, ki niso resnična in niso v našem balansu. Vse tisto, kar smo mi vedeli, je bilo točno izven balansa. Pa imam v mislih osnovno izobraževanje, v mislih imam srednješolsko in fakultetetno izobraževanje, imam v mislih glasbo, filme, knjige, časopise in dogodke, evente, razne. Da ne govorim o slikah, kakšno skapudrala je Kabala mešala med prave umetnike, kakšno muziko nam je naredila Kabala med pravimi glasniki. Takile muziki, ki jo imamo zdaj, je pa Kabala oziroma narcisi se pa posmehujejo. Dej užgi mal mile, ki ti čaveš. Pemtiš, da se zorica se budi, narobe. Pa ne zaradi tega, ker nisem za žur. Jaz sem za žur, sem pa za napačno vibracijo. Ne moreš sam sebe v disharmonijo devati. To pa ne. In zdaj te hipnoze se moramo rešiti. Ja. Kako? Hipnotizirajo ljudje in ne drevesa in ne ribe in ne narava kot taka. Umakniti se morate, izolirati se morate od ljudi, ki so vam, bom rekel, sporni. Ne? In čim je sporen, je že dovolj, da imate razlog, da se vi distancirate od tega. Jaz sem razlagal, distancirajte se od en kup situacij, poglejte jih od daleč. Sej boste tudi notri pripeljani, ampak od daleč probajte pogledati, zaradi tega, da boste si razjasnili, kje se nahajate, kje se nahajamo. Živimo res v groznem svetu, kjer je nevarnost na vsakem koraku in narcistične igre grejo v globine, ki vam, če jih niste začeli še spoznavati, vam povem, da bo 2 meseca premalo, da spoznate. Ne, upam, da nas klofne tle sonce dol, pa da se nam odprejo vsa stikala, pa je vse jasno. Pa se malo bojim, da ne bo šlo to čez glih tako. Ne vem, vse sort informacije. Preberem ljudi in ne ljudi. Res. Ne upam se vam niti vsega prebrati v obliki, kot jo dobim, ker me boste skenslali, boste rekli, ta je šuma loro.
Pa ne, so krasne stvari, jaz te povzetke iz tega delam, probam izvleči, ker so eni teksti so resnično kar težki in globoki. Lepi in pravilni, sem jih je treba razumeti. In jaz sem v tem, bom rekel, duhovnem nekem raziskovanju 30 let. Zato so mi ene stvari jasne, sprejemljive, bom rekel, ok, verjetne. Če vam bom jih povedal, jih ne boste znali zložiti nikamor in vam se bodo zdele točno kontra temu, kar veste. Seveda, veste pa narobe, ker so vas učili od rojstva, narobe. Tisto, kaj pa vam tle pridobivam, je pa prav, sem razumeti, je pa tako, čak samo, kam že zdaj pa? Ne, generalno ena izmed, evo tole povzetek iz tega teksta, ki sem ga prej bral. Imej rad stvari, imej rad sebe. Sebe imaš, daj sebi tisto, kar imaš rad. Daj sebi tisto, kar ti nihče ne more dati. Tudi boš dajalec in prejemnik v isti sapi. Daj odpri si čokolado, če jo imaš rad, kadar ti paše. Pustimo zdaj na stran, da čokolada ni good taka, ki jo poznamo, ampak dajem primer. Daj si prižgi muziko sam sebi. Boš dal in prejel in več, ki boš dal, več boš dobil. A je simple? Je, a ne da. Ne, več, ko daš, več dobiš. Ne? A ste razumeli, kdaj je to tako? Zdaj jaz razumem mičkam drugače. A ne, saj vi bi mogli tudi. No, in kadar daš sebi tisto, kar imaš rad, se osredotočiš na tisto, kaj ti je všeč. In če je tisto, kaj je tebi všeč, prišlo v tebe, si ti vesel, si ti, ali pa, super mi je, the best. To je ta moment, ki ga iščemo. Vsak v sebi. 365 dni na leto, 24/7, non-stop. To notranjo, in ko imaš enkrat, ko ti enkrat zaštekaš, da se to išče, potem boš znal ta, najti v roži. Ti boš to videl v sončnem zahodu. Ti boš to slišal v valovanju morja. Še kako kamenčka le premetava. Ne? Ti boš to še kakšna sila, ne? Vode. Te občutke iščemo in zato sem milijonkrat že rekel, imejte se radi. Dajte sami sebi tiste stvari, ki jih imate radi, ne pa ne radi. Satan, narcizem, kabala, nam je pa tisto, kar imamo radi, odvzemala in zamenjavala s tistim, kar nam je pa neprijetno. Ne? Nisem zloben pa nasramen, zaradi tega se upam se vse, sam ne bom drugim škode delal, ampak dejansko jaz imam izkušnje, ko ene stvari sem res delal rad, ampak tiste ne, daj une, ki jih nimaš tako rad, tiste tamle une za narediti. Pomislite, kaj imate vi v službi, kaj dobite za delati, kaj vam dajo za delati. Ne bom. Čakaj, zdaj imam tlele. In tako, da dokončam, to še zmeri iz tega teksta. Kričal sem za vikend, sem imel lepo, pa sem si glasilke poškodoval. Kadar bomo mi, se pravi, ta moment, ali pa the best, ne, takrat od sebe mi pademo v harmonijo in v pravo vibracijo. In ta prava vibracija je dobra za nas in za našo okolico in za kompleten kolektiv. Če bi vsi vibrirali tako, ne bi bilo mogoče, da bi sploh dovolili, da kdo dela narobe. Bom rekel, da nekdo razbije te cvetice ali pa zapraši sončni zahod ali pa ali pa pržge neko svinjsko glasbo med tem, ko valovanje morja poslušate, ne? Hočem reči, kolektivno smo mi kar pustili, malo smo ignorantski, unimo zdaj to paše, meni pa morje paše. In kdo bo zmagal? Oni imajo party, jaz pa morje bi imel party. In kdo bo zmagal zdaj?
valjda uni, ker Turšič bo zmer dal malo glavo dol, pa bo rekel, kurco zgleda, sej morja bo tle še, ne. Tako nekako, jaz sem za to, da smo kolektivno kul in se da zihar vse zmeniti, vedno se lahko najde sredina, sem prepričan, s pravimi ljudmi, vedno. Ja? S pravimi ljudmi se zaradi spoštovanja vedno najde sredina, ker je vsem želja priti v harmonijo, v balans, ne v disharmonijo. Ok, to je iz tega tle. Zdaj pa pazi, včeraj, ja, to sem že rekel, da je Bidenov sin Hunter je preplavil Telegram, ta stvar iz laptopa padajo ven njegovi posnetki, grozno za nič, grozno, pač mlade punčke, pa on s tistim bingelnom tera, krek vaga, mislim, narkič, totalen, pedofil, jasno, s tem, da je 600 milijončkov. Ne, čak, on je investiral v biolaboratorije v Ukrajini, ne, zato pa je bila zdaj taka štala Ukrajina, ne sme izgubiti. Ja, pa je, ja. Ti posnetki ne bodo šli mainstream medijev. Pride to ven med vas, da boste vsi obveščeni, kako je Sinček od predsednika spolno nadlegoval 14-letno nečakinjo in Biden, Joe, ne, je bil tiho in ni nič ukrepal. Kaj to pomeni? Da Biden ni da Bidena pa pedofilije pa ne prenaša, ali kaj? Ali je tudi on pedofil? Ker je bil tiho. Zastopite, tisto, ki je zdaj tiho ostaja. Vidiš nepravilnosti in nepravičnost in ostajaš tiho. Dragi moj, si so krivec. Ljudje se delajo neumne, pa gluhe. Jaz sem to vse že opazil, pa tudi vam sem že razlagal. Nič ne vem. Majster, veš, če pa ne, sem ti pa zdaj le povedal. In pedofilija je everywhere, vse povsod. In, ja, to mene ne zanima. A ja? A tkuda je? Pa kar gas. Imam jaz kakšen kol, pa ti ga poštam proporcionalno, tako velicega, kakor dobivajo otroci. Ne? Če te ne zanima prav preveč, da boš dobil. Ne moš verjeti, mi pridejo tle s traktorji pa z bagri, točno tistih 15 minut. To je ta narcizem, ki skontajo, kdaj rabim mer. A veš, to zdaj bo tle pom, tako da mogoče bo mogel biti malo krajši, kot sicer. Tisti, ki molčijo, so krivi, in tisti, ki sodelujejo in sodelujete, če me slučajno gledate vi s sistemom, vam povem, da vas bo sistem, ko vas ne bo rabil več, izpljunil. Vi mislite, da vas bo on ščitil. Izpljunil vas bo in poteptal k valar. Izberite sami, jaz sem že 100-krat rekel, spreobrnite se, nehajte delati in je že vse oproščeno. Oprostiti morate še vi sami sebi. Dejstvo pa je, da pedofilija bo prišla ven in vsa imena pedofilov bomo imeli, tudi mi na razpolago, ker inštance jih že imajo. Kaj se bo zgodilo s temi pedofili? A jih bomo lovili? Ne. Za njih je največja sramota že to, da so prepoznani kot pedofili, ker vejo, da je to najbolj nizkotno dejanje na svetu, a ne? In vejo, da ljudje pedofilije ne prenašamo in jo ne dovoljujemo in oni bodo zdaj poimensko ven preskočili in se bo treba kar soočati, a ne? Družini povedati, da si 20 let delal. Ne. Zna se zgoditi in se že dogaja, da se ljudje morijo sami. Jaz bi se tudi, če bi to počel. Jaz ne bi hotel narediti ne sebi, ne svojim znancem ali pa familiji te sramote. Zato obstaja možnost, da bomo v kratkem priča precej tam izginotjem pa čudnim nesrečam pa ne vem kaj. Druga stvar je, da je zdaj jasno, da so cepiva strupena, daleč od varna in učinkovita, ampak strupena.
In k sreči sem našel en podatek, ki sem ga tudi z mano zavibriral in ga dajem vam naprej kot eno upanje. Cepiva ljudem ne škodujejo. Ne ljudem, pa škodujejo. A imamo? Jaz sem včeraj razlagal, da imamo na zemlji, pa ne sem včeraj, že večkrat, da imamo ljudi, pa ne ljudi. Unike imamo dušo in srce, pa unike tega nimajo. In ti, ki tega nimajo, jim cepiva škodujejo. Naš super magnificent telo se pa ne da frderbati, ker se borijo s tem, da bi nas frderbali že mnogo časa. Ne moš verjeti, to bo zdaj derom pamet. Za pobit. Pa bom končal. Človeku škoduje zlo. In zlo je v ljudeh. Malo skontemplirajte sami. Hipnoza, virus, izolacija, power to the people. Tako, smo v fazi, kjer moramo sprejeti moč v sebi in kolektivno moč dati tudi naprej in kolektivno reči banda stop. In se že skrivajo in že bežijo. To je to, ja, zdaj so me zmotili, ne. Japonski premier naj bi bil umorjen. Smatram, da gre za staged, da je čist on, ampak da so probali zaigrati to sceno. Tle bom pa končal, ne morem, zdaj so mi koncentracijo vzeli. Sorry, se opravičujem, nisem zaprt v studiu, pa da me ne bi mogel nihče zmotiti. Ne vam sam povem, da imejte pozitivne misli, ker one zdravijo. Negativne misli pa naredijo človeka bolnega. Če ste bolni, pozitivno mislite, one zdravijo. Jaz probam vam dati nekaj tega od sebe, preko sebe, skozi sebe. Če imate v sebi željo, voljo, znanje, da pomagate ljudem, kar bi bilo edino prav, dejte. Vse, kar vas lepo prosim, ne strašiti. Ne strašiti, ker bo vse dobro na koncu. In kar se mora zgoditi, se mora zgoditi. Ne ljudi strašiti, kaj bo s hrano, pa da niso tunga naredili, pa da bo pomrli, pa da ne jih strašiti, ker strahu imajo vsi že preko. Ideja je v tem, da strah skenslamo. In ta strah, da se preseli na tiste, ki so ustrahovali tisočletja in se norca delali iz nas in nas uničevali. Duševno najbolj, duhovno. Pa še fizično, eno z drugim. Torej, pedofilija, kabala in totalno zastrupljevanje ljudi. Preko medicine, šolstva, zdravstva, prehrambene industrije, kmetijstva, ki kmetijstvo ni in tako. To pozitivno mislite. Počas se bomo mogli preklopiti na ver znanja v našem DNK-ju. Zato tudi pravim, en dan brez telefona je super. Sam ne gre zdaj tako, ugasnem telefon, zdaj pa vse vedel. Ne, treba se pa še umiriti, pa skalibrirati, pa povezati. Pa še eno stvar, da vam povem. Telepatsko se bomo pogovarjali, zakaj se ne, zakaj ta tehnika je tako težka, ker smo moteni z elektromagnetnim valovanjem. In te stvari se bodo ugasrile počasi, tiste, ki ne rabimo, ne bodo funkcionirale. In telepatsko se bomo pogovarjali, tudi navodila sem že dobil, sam zdaj moram pa še malo prebrati, ne. Uživajte, radi se imejte, sebe radi, dajte si tisto, kaj imate radi, ker tako boste vibrirali prav, ja? Pazite, komu sledite. Še imamo fake profete med sabo, ja? Tiste, ki pravijo, da so z nami, pa niso z nami. Pazite, komu sledite. Uživajte. Čau.